Naj sodelavci predstavljajo gorivo. Ja, jaz iščem predvsem njegovo zavzetost, njegovo pozitivno naravnanost, njegovo energijo. Jaz se počutim ob takih ljudeh super. Zelo pomembno, da imamo take ljudi, ki vidijo v novih stvareh nove priložnosti, potencial za rast, izzive zase. V naši ekipi jih imamo ogromno, ne samo v naši ekipi, tudi z ekipom, ko delam z njimi. So ogromno zavzetih ljudi, ogromno strokovnjakov, na katere se lahko v vsakem času obrneš. Je vedno pripravljen pomagati, nudi neko pomoč pri delu ali pa mentorira sodelavca. Mora živeti naše vrednote, torej pomagati graditi odnose, gledati pozitivno, odgovorno upravljati svoje delo, pogumno se lotiti novih izzivov. Ob razglasitvi sem bil zelo presenečen, ko sem slišal svoje ime, pa tudi zelo vesel. Tega nisem pričakoval, da bodo sodelavci izbrali mene za ta naziv. Naj sodelavci so meni vedno inspiracija in tisto nekaj, kar daje dodano vrednost timom, v katerih delujejo. Jaz sebe mogoče vidim v pogumu, da sem napredoval najbolj se mi zdi v tistem letu. Pa izkušnje tudi, to lahko rečem zraven. Ko sem tako prišel na delovno mesto, je bilo kar zanimivo, presenečen. Sem imel tako malo večjo energijo, tudi bi rekel, so skozi rekli naša zvezda, zasluženo. Podeljenim nazivom sem v bistvu pridobila več vezi v podjetju, tudi poglobila odnose, predvsem pa pogum pri razmišljanju o novih poteh, novih procesih, kako kaj optimizirati, implementirati, ker vem, da bom poslušana strani vodij. Ko se letos izteka, se počutim bolj žalosten, itak bo moja slika šla dol. Tako sem opozoril, da bo moja slika bo še kar ostala gor. Tako v bistvu se počutim bolj povezana s podjetjem. Od dobrega vodje pač pričakuješ, da boš vedno dobil jasna navodila, da boš točno vedel, kaj od tebe želi, po drugi strani pa, da bo tudi za svojim delom za zgled nam ostalim, da se še bolj potrudimo, da svoje delo dobro opravimo. Biti najvodja predvsem prinaša res dodatno odgovornost. Na razglasitvi sem bil ganjen, vendar pozitivno. Rad delam s tem kolektivom in mi ravno njihovo, se pravi, mnenje največ pomeni. Meni že od začetka samo vodilo so predvsem, da vsak vodja mora imeti odnose do svojih zaposlenih. Tudi z ekipo jih gradimo vsakodnevno. Tudi nekdo, ki opazi napredek zaposlenega in zna podati tako konstruktivno kot spoštljivo pohvalo in kritiko. Kadar imaš ob sebi vodje, ki so dobri, ki skrbijo za dobrobit svojih sodelavcev, ki dobro, odgovorno upravljajo svoje delo, si tudi samopolnomočen. Kdorkoli bo prejel to nagrado, smo le ponosni na njega.